Tokrat smo na Vetrinjski ulici, ki je ime dobila po tukajšnjem Vetrinskem dvorcu. Ulico lahko razdelimo na dva dela. Na odseku od Jurčičeve ulice proti Grajskemu trgu je živahno, saj je tukaj stalen dotok ljudi iz več smeri. Na odseku proti Elektru Maribor pa zaide le redko kdo in trgovci temu delu pravijo tudi slepa ulica. Vetrinjska je pač zelo mirna ulica, zdaj ni nekaj ful, ne vem, gužve tu, nas se dosti ljudi sprehaja. Promet je okej, ne bom rekla, da je slab, ni nekaj tudi ful dober. Dopoldne nasploh je ful prazno, pol popoldne, ko grejo iz služb pa iz šol, pa je bolj polno. Pa se ustavljajo tako iz ulice, ali pridejo res namensko, tako da vejo, da ste... Tiste redne stranke, res redne, one pač pridejo, ker vejo, da smo tu in pač pridejo vsaki dan, vsaki drugi dan. Tisti nekateri, ko pa ne hodijo redno, pa se pač ostavijo, pa pogledajo, pa pridejo not, pa kaj kupijo. Primer vloma je bil, eni so nam pač vlomili, so nam pač robo pobrali, je bila kar velika škoda. Pol smo pač se zavarovali z alarmom, z kamerami. Pol je bil še enkrat poskus vloma, ampak jim pač ni uspelo. Na tem mestu je nekoč stala lokalna atrakcija, tabla, na kateri je pisalo, da vaš frizer ve več kot stric Google. A jo je moral tukajšnji iznajdljivi frizer odstraniti, kajti občina na ulici ne dovoljuje nikakršnega oglaševanja in postavljanja oglasnega materiala. Kljub temu se tukajšnji trgovci na Vetrinjski ulici znajdejo po svoje. Na hiše izobišajo zastave, na te oglasne table postavljajo kar na pragove svojih lokalov ali celo butiki postavljajo svoje lutke in sicer tako, da jih pričvrstijo s posebnimi pripomočki na fasade hiš. Kaj zdaj s to vašo tablo? Zakaj ste jo morali v bistvu odstraniti? Ja, ker je mesto reklo, da je lepšega videza mesta. Samo pogledajte si tablo nasproti večera, Heineken, mali, veliki, dve tabli sta pri kafiču Pingi. Trgostinski lokali lahko? Lahko ima, ker plačujejo vrt, mi pa ne, da bi naredili neko enotno ceno ali pa enotne table za vse, da je lahko table veli. To je ulica strahov. Mrtva ulica čista. Po 4. uri, ko se dijaki, študenti, zaposleni z mesta spravijo domov, je ulica čist prazna. Tu se lahko vse možno dogaja. Kako pa vi živite? Ja, borimo se, ker ti ulica več nič ne da. Če ne imeli rednih strank, bi lahko zaprli. Najprej je treba urediti parkirna mesta, katerih je premalo. Sploh zdaj, ko se še Bolen zaprl. Prazni lokali na Vetrinjski ulici niso problem. Je pa recimo ena redkih praznih hiš, tale tukaj ob meni, ki je že v tako slabem stanju, da so jo morali zaščititi z trakom. Nekoč so sicer tukaj prodali sendviče. In je boljša kot prej. Mesto, ne? Turistov je več. Je pa res, da pa po covidu pa je recimo večerni promet pogrešamo, ki ga ni. Ne vem, zakaj se je to zgodilo, ampak to je problem vseh lokalov. Zakaj pa imate tako v bistvu zaprt? Zaradi tega, ker je dovolj lokalov, ki so na odprtem, kjer se ljudje kažejo. Bi na ulici mogoče na kaj opozorili občino, morda da kaj uredili? Ja, motoriste. Ja. To pa imamo tu. To pa se je zdaj začelo in to divjajo in to se ne vozijo 25, sicer je tu omejitev 10, hitrost pešca. Ti se vozijo po 60-70. V bistvu Vetrinjska ulica je kar prazna ulica, bom rekla, glede na to, da so druge dosti bolj, bom rekla, več trgovin je tudi takih na drugih ulicah, kjer privabljajo ljudi, ne. Zdaj k nam pridejo specifične stranke, ki iščejo specifične stvari, tako da lahko bi bilo definitivno boljše, ampak Vetrinjska ulica ima svoj čar, je tudi sončna, tako da grem kaj ven pogledat. Se stranke kaj pritožujejo glede parkiranja? Ja. To se pa tudi, ne samo stranke, tudi mi se pritožujemo malo glede tega. To pa res, moraš kar planirati, kje boš pustil avto, kdaj boš prišel pa vse, da če ni poletje, pa če nimaš kolesa, je kar naporno včasih, ja. En dan je več, drugi dan je manj. To je čez zdaj tudi, to so penzije ali pa socialne, pa to ne, ker večinoma tukaj prihaja sem ljudje, ki pač nima dosti denarja, pa da se vse lahko nekaj različiti kupijo. Mislim, da je malo bolj tak umirjena ulica, kot sama Vetrinjska, ne, ni nekaj, mogoče bi lahko bilo kaj malo bolj živahno, ne. Center izumira. Lahko bi se kaj več dogajalo tudi. Problem je tudi glede parkiranja v centru Maribora. To je veliki problem. Kaj naj gre ljudje v center? Po kaj? Nimajo kaj. Nimaš ene tehnične trgovine,
nič, ne. Vztrajali bomo, upam, da se bo zboljšalo, tako bom rekla, ne. Zaenkrat mi je všeč ful dobro, vse samo pozitivno je, mislim, za mladine pa to ni neki nočno življenje, je vse bolj mirno, ob 9 pa dalje, ampak drugače na splošno je prijazni ljudi, vse je dobro. Med vikend je bolj živalno, drugače na splošno potem je bolj mirno, tako. Gre pa ne gre, čist težko je reči, kar tak zdaj z glave, drugače pa dokaj dobro za mesto. Edino, kaj je pač stranke se pritožujejo, ker zaradi parkiranja, ne? Ker je plačljivo, ker včasih je premalo parkirnih prostorov, recimo, ne. Problem je takrat, ko je slabo vreme, takrat je manj obiska, ko je lepše vreme, malo več obiska. Lokali se kar zapirajo okrog nas, recimo to moti ljudi in potem ne pridejo v mesto, jih Europark pobere, ker tam parkirajo, ker je brezplačno. Kot lokacija ni slaba, tudi ulica je dokaj prehodna. Zdaj, ko se je lepo vreme začelo, se je tudi dosti spremenilo, ne? Sploh, ko so oni na novo odprli iglu, recimo, ne? Ampak se pravim, zdaj, ko bo lepše vreme, je polje polno. Največ je pa polno dopoldan, ko je čas malic. Lepšo urejenost ulic pogrešamo, mi smo si sami uredili zdaj z temi cvetličnimi lonci, recimo, ne? Za kolesa stojala se pogrešajo, zato ker tu, ko pridejo na kavo, dobesedno na izložbo prislanjajo kolesa, ker jih nimajo kam prisloniti. To pa po tej ulici smo tudi ugotovili, da ni košov za smeti. Poglejte, denarja ni, mesto je prazno, se vidite sami. To je specifična dejavnost, recimo, ne. Ko delajo vsi, delamo še mi, če drugi ne delajo, mi še manj delamo, ne. Ma ja, na splošno je kriza, ne. Na splošno je kriza. Ne moramo nekega prometa pričakovati, recimo ene upokojenci imajo takšno pokojnino. Veste kaj, to je sprememba ene generacije. Govorim konkretno recimo za ta naš poklic, recimo, ne. Prej recimo se je dalo, to je bilo recimo interesantno, recimo ta dejavnost recimo za mladino, ne. Te poročne prsne, te zaročne, te 8. marca, te Valentinovo, te uhane, te darilce. Zdaj pa recimo je sprememba te generacije, ne. Mladina recimo tega ne poštuje več in to več ni pomembno.